Vse od kriptovalut pa do Tindra. Pa še kaj o glasih, umetni inteligenci in ostalih trendih na družbenih omrežjih. Dober dan, dobrodošli v novi oddaji Point Out Weekly, 25. oddaja. Če upoštevamo še blooperje, na že 27 tednov zapored gledate. Hvala vam za to. Danes bomo govorili o trendih na družbenih omrežjih, ampak preden gremo v to tematiko, naj še povem, da sva zadnjič z Nejcem govorila o pristajalnih straneh. Tako da 24. oddaja, prejšnja oddaja, je bilo govora o landing pages oziroma pristajalnih straneh. Danes pa govorimo o trendih na družbenih omrežjih. Kar precej najinih oddaj je na temo družbenih omrežij in prav je tako, ker so enostavno družbena omrežja toliko integrirana v naše življenja, toliko velik del našega preživetega dneva, tedna, meseca in nasploh časa na tem svetu, toliko velik del vsega skupaj so. In prav je, da govorimo o tem, kaj se bo dogajalo v prihodnje, ker je to za vas priložnost. Če boste prvi, če boste zajahali ta val, če boste icebreakeri na tem področju in začeli novosti vpeljevati v vaše marketinške aktivnosti, se vam bo to še kako obrestovalo. A ni tako? Ja, sam res jih ima veliko. Meni se zdi, da je kar skoraj vsako drugo oddajo govorimo o družbenih omrežjih, ampak ja, tako kot si rekel, enostavno življenje se nam vrti okoli družbenih omrežij. Če sam pomislimo, kaj na dnevni ravni uporabljamo, predvsem mi mladi ali pa še mlajši od naju. Od Facebooka, predvsem zdaj bom govoril o appih, na mobilnem telefonu, od Facebooka, Messengerja, Whatsappa, Instagrama, Tinderja, tudi zmenke ali pa pijačke si iščete na Tinderju. Potem je tudi v bistvu na tem področju sem pred kratkim zasledil tudi eno novo, ki je predvsem na Kitajskem priljubljena, ker mi je kolega, ki je zdaj na Kitajskem, oziroma Klemen, ki je bil tudi že v najini oddaji. Grindr, govoriš o Grindrju? Ne vem, ne o Grindrju, ampak Bumblu, o Bumblu. Ampak ja, tam je ful priljubljen, tukaj pa enostavno jaz sem ga snel, da vidim in neki ljudi je tudi gora. Mogoče ena zadeva, tisti mladi lahko pogledate, se pravi, poleg Tinderja tudi Bumble. Nejc hoče narediti, da bo malo več slovenske populacije, da bo imel malo več zaklikati v aplikaciji. Predvsem levo. Ja, in to je v bistvu že prvi trend, kar malo že Nejc omenja. To so te novi kanali, nove aplikacije, malo drugačne od teh nekih tradicionalnih družbenih omrežij tipa Facebook, ki se pojavljajo. In nekaj od teh jih sigurno poznate. Snapchat, mogoče malo manj Musical.ly, Anchor in tako naprej. Predvsem pa te instant messaging platforme, Messenger, Viber, kar je Nejc omenil, WeChat, sem še kakega pozabil. Se pravi, vsa komunikacija se je enostavno preselila v te instant messaging platforme. Mogoče bi jaz tukaj še dodal, v segmentu, kjer sta Slack pa Telegram ful priljubljena in to je segment oziroma, kaj bi rekel, tržišče kriptovalut. Zakaj sta toliko Slack pa Telegram kot komunikacijske orodje tam uporabljena? Zaradi tega, ker vsi ti projekti iz vidika kriptovalut gradijo na communityju, se pravi na skupnosti in preko teh messaging orodij, sporočilnih orodij, appov, gradijo ful na tem communityju. In tudi jaz sem v par takih, enostavno tam je po 2000, 5000, 10 000 sledilcev, ki si dnevno dopisujejo oziroma tudi na 5 minut, 1 uro, kakorkoli. Se pravi, na teh platformah, če jih zelo pametno uporabljamo, pa namensko, tako kot jih te projekti v segmentu kriptovalut, so pač fenomenalni lahko. Tukaj ne bi šel v detalje, tudi kdaj so kompromisani v tem smislu, da jih zlorabijo hekerji, ampak so pa zelo dober način za ustvarjanje skupnosti. Ok, novi kanali,
če greva naprej, video, o tem sva govorila že toliko velikrat, tako da imate ogromno naših nasvetov in verjetno bomo v postprodukciji tukaj dali najmanj dva linka, mogoče 3, samo na temo video marketinga, ampak še vseeno video bo še naprej rastel v naslednjem letu, 2, 3. Zakaj? Ker video na družbenih omrežjih je za mlade že skoraj v celoti nadomestil TV. Kje danes tisti, ki imate že otroke, najstnike, kje vaši otroci gledajo videe danes, video vsebine? A gledajo Pop TV, A kanal, Discovery Channel, karkoli? A gledajo Facebook strani z video, a čekirajo YouTube, a mogoče gleda Brightside za neke efekte namesto Discovery Channela, karkoli. Se pravi, te lahko tle nekaj vprašam, ti imaš hčerko, ne? Hčerko, ja. Kaj ona dela? Kaj ji daš gledati, ji daš TV za gledati ali porineš telefon v roke tablico? Mislim, jaz se običajno izogibam, da kar porinem zato, da bi jaz imel malo miru, ampak ja, ko že takrat gleda vsebine, gleda tudi in TV in tablico in telefon kdaj, ampak sigurno je bolj interaktivno to na mobilnih napravah. Veliko bolj. In tudi otroci so že taki danes, vsak 5-letnik bolj obvlada tablico, kot sem jo jaz verjetno pri 20 letih, tako da so mladi otroci to hitro posrkajo vase. Tako da ja, video je res tako področje in če še niste najdeli načina, kako ga vpeljati v svoje marketinške aktivnosti, morate zdaj to narediti. Ampak res zdajle, lahko nehate gledati ta video in začnete takoj pripravljati strategijo, kako boste video vključili v svoje marketinške aktivnosti. Lahko je live, lahko je odigran vnaprej, lahko je skoliran, lahko je full resen, si date kravatko gor, karkoli, ampak dajte začeti video vključevati v vaše marketinške aktivnosti. Zakaj sem te tudi vprašal, ker prideva s tem, ko si zaključil z videom, tudi do naslednje točke in sicer do mobilnih naprav in sicer, da bodo vse zadeve iz vidika družbenih omrežij, tako kot sva prej naštevala ogromno nekih aplikacij. Večinoma teh aplikacij na mobilnem telefonu, se pravi, mislim, da sva to že v kar nekaj prejšnjih oddajah povedala, pa bova še enkrat. Danes je kar 80% trafika, prometa na družbena omrežja preko mobilnih naprav. Nekatere so samo aplikacije so samo tako preko mobilnega telefona, ampak vzamemo za primer Facebooka, se pravi, Facebook ima svoj app in ima tudi desktop aplikacijo oziroma URL naslov, ampak 80% prometa oni dobijo preko mobilne naprave. Zato je tukaj tudi ful pomembno, da porabite več časa, kako boste naredili vsebino, ki bo bolj primerna za mobilno napravo ali pa tisto, kar bo bolj palil na telefonu, kot pa za sam desktop. Tudi v eni izmed prejšnjih oddaj, zdaj se ne spomnim zaporedne številke, preveč jih je bilo 25, že, v kateri oddaji je to bilo, ampak tudi tam sva govorila, kakšna vsebina je bolj primerna za desktop, način, ko so uporabljiki na desktopu in takrat, ko so na mobilni napravi. Ampak tukaj bi še enkrat poudaril, bolj se res posvečite vsebini, ki je na mobilnih napravah. Absolutno, ker mogoče v eni izmed prejšnjih oddaj sva govorila o email marketingu in koliko je pomemben in koliko morate še vedno zbirati elektronske naslove in koliko je to edina baza, ki jo zares imate, kako to, kar imate fane na Facebooku, na Instagramu, niso vaši fani, ampak so v lasti teh platform. Ampak, če kaj po našem mnenju lahko nadomesti email v prihodnje, so naročila na neke e-novičke, na neka obvestila, na način, da ga dobite neposredno v te epe, predvsem pa mobilne epe tipa Messenger oziroma te instant messaging platforme, Messenger, Slack, Viber, WeChat, itd. Se pravi, da neposredno dobite tisto, kar danes dobivate e-mailinge od kogarkoli že na e-mail, da to dobite neposredno v instant messaging platformo. In nekatere strani so se začele tega že posluževati, recimo ena izmed takih, ki mi takoj pade na pamet, je HubSpot, ki ima za naročila na svoj blog
naprimer, lahko pustiš svoj e-mail, lahko se pa priključiš njihovemu Slack kanalu. Pa tudi kar nekaj drugih takih je, mogoče jih še pol poiščemo, pa dodamo za primere. Jaz lahko tako enega dodam, katerega tudi jaz uporabljam, in sicer Izlet na dlani. Jaz na primer nisem na njihov e-mail naročen, sem pa naročen v Messengerju, da dnevno, da se tudi mislim, da na uro, na dan pa na teden, dobivam obvestila o dnevnih akcijah, ki jih oni objavljajo na spletni strani. Se pravi, vse akcije, ki oni objavljajo na spletni strani, jaz enkrat na dan, to je ponavadi okoli 3., 4., 5. ure, dobim direktno vse naenkrat v Messenger noter. In potem, ko imam čas, ne odprem takoj pa pogledam, ampak potem imam tam me počaka in potem tisto odprem in vidim, če kaj pametnega, kliknem, če pa ni nič pametnega, pa pač pustim. In to mi dnevno prihaja in to je to. Zakaj imam to? Ker pač rad potujem in vedno gledam za kakšnimi akcijami, ker potem jaz pakiram kufre pa grem. Oziroma bolj ruzek. Ok, cool. Tukaj bi še omenila definitivno oglase kot neko tak trend, ki se kaže oziroma se že nekaj časa dogaja. Vemo, tisti, ki se malo več ukvarjamo z oglaševanjem na spletu, da je res te social oglasi, pa v zadnjem času je tukaj res prvak Facebook oziroma je tudi nekak benchmark za vse ostale. Ratuje zelo dober v prikazovanju oglasov in nekako že prehiteva Google na določenih področjih, ki je bil prej, rečemo temu, prvak ali pa kot najbolj primeren kanal za večino brandov, produktov za spletno oglaševanje. In tukaj predvsem vidimo to, da se bo to targetiranje kot tako, social oglasi še izboljšalo. Že danes je res fantastično. Ampak z vzponom te tudi umetne inteligence pri oglaševanju nam bojo te možnosti targetiranja še boljše. Pa če dam kar nekaj primerov, je tipično, kar se v zadnjem času kaže oziroma nakazuje kot nek trend, je engagement oziroma kazanje oglasov tem, ki so stopili v neko interakcijo, nek engagement z nami. Ali je to, da so nam napisali nek message, ali so komentirali pod kako našo objavo, ali so naši fani, ali so nekaj naredili na naš oglas. Kogarkoli. In te oglaševalske platforme nam same poiščejo te ljudi. In mogoče dva taka tudi zelo dobra primera, sva se ravno pred oddajo pogovarjala z Nejcem, je oglaševanje neposredno v storijih. Se pravi, da kažemo oglase v storijih, tam, kjer je tudi fokus ljudi trenutno oziroma populacije, ki te platforme uporablja. In pa druga taka so recimo... Sem to dodal in to je pred kratkim prišlo. In dober je ta val zdaj zajahati, dokler še ni toliko nasičen, pač prvič boste manj plačevali, drugič uporabniki, dokler se te oglasi ne razpasajo, bodo imeli še pozornost, potem bodo pa samo klikali naprej. Zdaj pa uporabnika celo presenetimo, ko se pač oglas pojavi in ga še pogledajo. Ko bo enkrat to zasičen, bodo uporabniki samo naprej. Tako da zajahati treba ta val trendov, o katerih sva tudi govorila, tudi tukaj mogoče chatbotov, mogoče še to malo v nadaljevanju, oziroma enega sva že prej rekla za ta izlet na dlani. Tako da dajte zajahati ta vala. In ko se zadeva pojavi, ker takrat boste lahko več pozornosti vzbudili. Sorry, ker sem te Ne, ni panike. Jaz povem še tole o Messengerjih, pa te pa kar izzovem, da ti malo več poveš o chatbotih, ki si jih ravno kar omenil. Messenger oglasi pa nek zelo zanimiv način oglaševanja, ki se je pojavil v zadnjem času na Facebooku, da lahko pošljemo neposredno sporočilo, se pravi direktno sporočilo vsem tistim, ki so že kadarkoli pisali nam neposredno, se pravi na našo Facebook stran. Bom dal konkreten primer. Janez Novak piše z nekim vprašanjem na Point Out Facebook page, nek nasvet potrebuje. Mi mu odgovorimo in to je to. Zvemo od Janeza Novaka, da dela za neko podjetje, da ima neko težavo itd. Potem pa naredimo čez en mesec neko oglaševalsko kampanjo, v katero pa še tudi ta Janez Novak, ker je del ciljne skupine in lahko njemu kažemo oglas v obliki direktnega sporočila v Messengerju. In tega bo sigurno čedalje več.
Za chatbota si mi zelo, ne? Ja. Ne vem, tukaj, če bi se ful ponavljal, ker mislim, da so o tem govorila tudi v eni izmed prejšnjih oddaj. Malo sem prej nakazal s tem izletom na dlani, mogoče kaj bi tukaj še dodal, je, da ko vi pridete v Messenger platformo in pišete naprimer neki blagovni znamki. Blagovna znamka ima lahko naštiman avtomatski odziv, kaj morate potem vi narediti. In to je že prva oblika Messenger bota. In on naprimer vam da, rečemo na našem primeru, v smislu, mi smo digitalna marketinška agencija in uporabnik bi nam pisal in mi bi mu odpisali, naprimer, zakaj se mi tega nimamo izpostavljenega, ampak samo govorimo o primeru. Nekaj, kar smo se tudi v enem izmed prejšnjih sestankov pogovarjali, da moramo vpeljati v obliki naše marketinške strategije. Ampak se pravi, uporabnik bi nam nekaj napisal in on bi avtomatsko prejel povratno sporočilo z nekim pozivom, kaj ga zanima. Naprimer, ali vas zanima izdelave spletne strani, ali družbena omrežja, email marketing, avtomatizacija, marketinška avtomatizacija. In glede na to, kar bi kliknil, ga bi ta chatbot vodil naprej. Se pravi, potem bi bili drugi pozivi in bi on izberal in bi tako prišel do zaključne točke, se pravi do tiste točke, kamor želimo uporabnika voditi. Seveda, to se vse vnaprej sprogramira in potem, ko pride do te zadnje točke, pa tam naprimer sledi nek call to action, oziroma poziv, kaj naj naredi, kar pomeni, lahko potem nam piše v zvezi z povpraševanjem za družbena omrežja, za spletne strani, karkoli. In taki chatboti ne samo na Messengerju pridejo v poštev, ampak so vedno bolj aktualni tudi na spletnih straneh, kjer se ti v obliki tega bota ti popne sporočilo, se pravi, se prikaže sporočilo in te pozove spet in te pozove za neko akcijo in te potem vodi skozi proces. Zakaj je to cool? Zaradi tega, ker smo uporabniki zaradi družbenih omrežij, o katerih danes govoriva, vedno bolj pripravljeni na to interakcijo, na ta engagement. In na nek način kar hlastamo za tem, ker smo že navajeni na tako obliko komunikacije, ker želimo vse se odzivamo v momentu, kakor velikrat govoriva. Zato so take zadeve ful v redu. Tudi mi imamo, sicer ne popne ven, ampak imamo tudi oblaček in lahko ljudje na naši spletni strani stopijo takoj v stik z nami. To ni bot, ampak ko govorimo o tej interakciji, sem želel še to povedati. Preden mogoče zaključva, bi še pri tem delu omenil še par besed namenil res umetni inteligenci, v obliki feedov, ki jih gledamo na družbenih omrežjih. Te feedi od tistih prvih, ki so bili res samo na podlagi neke časovne komponente, so se nam kazale vsebine, so danes ratali že toliko pametni, da so lahko res fundamentalno različni od osebe do osebe, kljub temu, da imate osebi iste frende, iste ljudi lajkane, iste strani lajkane itd., ampak se različno obnašata. Se pravi, oseba A neki lajka, oseba B neki drugega, tretjega spet komentira. In vse to vpliva na to, katere vsebine se nam kažejo v feedih, na Facebooku, na Instagramu, na Twitteru in tako dalje. In ta umetna inteligenca ratuje čedalje boljša in te vsebine so nam čedalje bolj prilagojene. In to je nek trend, neka smer, kjer se bo to še izboljševalo in bo še bolj tolerirano nam, se pravi, oziroma vsaki osebi. To? To je to. Cool. Naredila bi isto kot zanj in sicer še enkrat bi vas pozvala, tisti, ki še niste uspeli komentirati oziroma predlagati, če vas zanimajo kakšne tematike, ki jih v najinih oddajah še nisva omenjala, dajte nama napisati v komentar, zakaj, ker bova zelo vesela vaših predlogov, nočva samo iz naju izhajati, ampak da ideje prihajajo predvsem iz vaše strani, kaj so vaši izzivi, da tako midva potem te oddaje prilagodiva oziroma da prilagodiva vsebino. To je to, hvala vam in pa se vidimo naslednjič. Čau. Čau.